gledalci, dobro večer. V nocojšnji oddaji Infokus na televiziji Top TV gostimo zanimivega gosta Janija Božiča, edinega pravzaprav paparaca v Sloveniji, urednika in pa lastnika tudi spletnega portala. Kako se imenuje spletni portal? Tabloid. Podlupo.net. Podlupo.net. Zdaj, Jani Božič je v bistvu, vi ste postali pravzaprav zdajle ena osrednja medijska osebnost oziroma vseh medijih, predvsem zaradi tega, ker so vam vzeli akreditacijo za spremljanje državnega zbora in to po tej famozni seji, na kateri je bila potrjena vlada Alenke Bratušek. Zakaj pravzaprav gre pri celi stvari v bistvu? Vsa stvar je zelo zanimiva, pa hkrati tudi zelo čudna, tako bom rekel. Ta sporen SMS, ki sem ga fotografiral, v bistvu sem fotografiral takrat še poslanko, kandidatko za mandatarko Alenko Bratušek, ko je dobila SMS, ampak to fotografijo, ki smo objavili, smo naredili res fotografije, kjer se je tudi videlo, da je dobila čestitko od Kraljiča. Gospoda Kraljiča. Zdaj, ta zadeva je sporna in zaradi tega me tudi preganjajo, kazensko. Tako da bomo videli, kako se bo vse urodilo s 4. aprilom, ko bom tudi zaslišan na policiji. Zdaj, je to prvi tak primer, da ste zaradi tega, ker pač se ukvarjate z fotografiranjem oziroma snemanjem ljudi, ko pravzaprav ne vejo, mnogokrat ne vejo, da jih snemate. Je to prvi tak primer, da imate problem zaradi tega? Problem takšnih razsežnostih, ki se zdaj dogaja, da so se vsi suli na mene, ja, vsekakor ne. Ni pa to prvič, da bi kaj takega na takšen način tudi fotografiral. Saj sem že 15-16 let na sceni. Zdaj, začeli ste mislim, da leta 2002 ali 2003. Leta 2003 sem začel bolj tako na bulvarju Slovenske novice z Bojanom Požarjem. Kot fotograf? Kot fotograf, ja. In ste snemali pač dogodke, ki... Tako, ja, vse posod, politike, estrado. Kasneje sva, ko je prestopil na drugo založniško hišo, je ustanovil Direkt. Tam sem bil tudi urednik fotografije. Ko se je tam zgodba zaključila, je šel ustanavljati Bojan Požar Report, vsem znan, kjer sem tudi fotografiral. No, pa tam se tudi potem, po nekem času sem se odločil, da grem... Potem ste šli na svoje? Tako, ja, sem šel, v bistvu sem šel še na druge tabloidne revije, bolj, ki se ukvarjajo. Nova pa Story, pa vse te revije. Tako da sem svet malo bolj posvetil estradi kot politiki. Politiko sem še minimal spremljal. Ampak tam je tudi potem, pač so prišli neki konflikti, ampak tako bom rekel, človek enkrat odraste, se razvija. In sem se odločil, da naredim svoj medij. In to je Podlupo.net. Podlupo.net, ki je zdaj že nekaj časa prisoten na sceni. To je to. In kako izgleda to življenje paparaca? Zdaj, jaz si znam predstavljati v bistvu novinarja ali pa snemalca ali pa fotografe, ki jih srečujemo, ampak v čem je razlika recimo med fotografi, ki jih srečujemo v parlamentu oziroma na raznih dogodkih in paparaci v bistvu? V čem je ta razlika bistvena? Kaj je tisto, kar vi iščete recimo na teh dogodkih in kar drugi recimo ne fotografirajo, ne snemajo? Kako izgleda ta job, če temu tako rečemo? Nikoli nisem rekel, da bom zdaj pa paparaco bil. Ampak sem se pa zmeri zavedal tega, da sem pa v službi javnosti. In iz tega naslova sem rekel pa, da je treba tudi kaj več pokazati, kot pa vsi resni mediji. Kot tisto, kar želijo, tisti, ki recimo, ker pač nekateri so radi v javnosti in se radi, predvsem na estradi recimo, se radi pokažejo, radi so pred kamero, radi so pred fotoaparati. Verjetno pa nimajo radi, da jih pokažeš v tisti drugačni luči, ki so,
hočejo biti v najlepši luči. Ne. Tako je. Vi pa v bistvu ne fotografirate oziroma snemate vedno takrat, ko so ljudje v bistvu bi rekel, ko se hoče predstaviti. Recimo so v nekih kočljivih situacijah. Kočljivih situacijah. Pa mogoče malo drugače, kot se predstavlja javnosti. Ne? Ampak jaz ne odkrivam nobene tople vode. Ne? To je v svetu čisto normalna stvar že 50 let sigurno. Ne? V Sloveniji se pa pač ta stvar razvija. Ne? Vprašanje, kako se bo razvijala naprej, glede na okoliščine. Ne? No, ja, glede na ta zadnji zaplet, kjer so vam tudi vzeli akreditacijo začasno, ja, za snemanje državnega. Če so mi zdaj vzeli akreditacijo, ne, zdaj bomo videli, kako se bo razvijala zadeva naprej, ampak če bo šla ta zadeva naprej slabo v mene, ne, slabo za moje delo, potem so to omejitve tudi za vse ostale. Ne, in lahko pričakujemo, da bo, ne vem, neka avtoritarna oblast, ne, nad vsem in tudi nad mediji, ne, kaj bodo ki ne bo želela, da se snema v neki takrat, ko ona ne želi tega, oziroma ko si ne želi, da pride nekaj v javnost. Ne. Ampak recimo, kako izgleda to delo, recimo paparaca, ne, v bistvu, a to je, kako Odvisno koga fotografiraš. To se pravi, se odločiš, da boš nekoga spremljal na osnovi nekih informacij, da se bo nekje nahajal ali kako? Na osnovi informacij, pa na osnovi recimo, če spremljaš malo medije, vidiš, ne, kdo je zdaj tisti čas, ne, kdo je ta oseba, popularna, ki se okoli njega najbolj vrti se. Potem na osnovi nekih informacij, ki jih dobiš, zbereš, potem ampak to je, v bistvu, to je kar nevaren poklic, ne? Dobro, to je še odzem akreditacije. Zdaj v tujini, ne? V bistvu praktično vsakodnevno spremljamo, da je nekdo, neke slavne osebnosti, igralci ali kdorkoli, da je fizično obračunal s paparaci. Ne? V bistvu, tega je precej. Ne? V bistvu, to je v tujini malo drugačne. Ampak v Sloveniji so pa bolj, vse ostane na nekih grožnjah, ne? Ki pa se meni še ni nikoli zgodilo, da bi prišlo da bi te kdo napadal fizično, v bistvu. Da bi kdo nekdo fizično z mano z voljo mojega dela obračunal. Ne? Ampak bil je nek incident enkrat, če se spomnim, z Pavlom Ruparjem. Ne? V bistvu, kako je ta zgodba izgledala? To je bila, v bistvu takrat sem delal še za Direkt, ne? V noči, kjer ne bi takrat Pavlo Rupar pretepal svojo ljubico, takrat, ko sem jaz prišel že do tistega bloka, to je bilo v Ljubljani, je bila tudi že prisotna policija, ne? In ko sem jaz tudi šel tam narediti par fotografij, ki me je zagledal, ne? Se je zapodil za menoj in mi je utrgal del opreme, ki je potem tudi vzel, ne? Ampak je tudi tekel za menoj in fotoaparat. Ja, tako da jaz sem sam takrat pod noge in sem šel. Ampak sem se ustavil nekje, ne? Da sem malo pogledal situacijo, kaj se dogaja. Ampak to je bil edini tak incident, ali recimo ste imeli še takšne incidente, recimo kot je bil ta z Ruparjem? Recimo? Ne vem, ko sem bil recimo v tujini na treningu Real Madrida, pa so bili varnostniki, pa sem tudi nekam skočil čez ograjo, pa so me potem zagrabili varnostniki, pa sem odnesli ven, ne, tako. Ampak to ni bil takšen incident. Pač, no. To je običajno, v bistvu, takrat sem mogoče malo šel preveč. Ne? To je del poklicnega tveganja, če tako rečem. V bistvu, imaš adrenalin v sebi noter, pa hočeš dobiti dobro fotografijo. Ne? Zdaj, vi ste, seveda, zato moraš imeti kar fizično kondicijo za take zadeve, ne? Ker s čem recimo spremljate? Predvsem pa psihično. Psihično, predvsem to. To se z avtomobilom spremlja te ljudi ali ne smejo, v bistvu dostkrat ne vejo, da ste nekoga posneli. Večkrat, mislim, je to v bistvu nekako malo je podobno to nekemu policijskemu delu, nekemu tajnemu. Jaz sem tudi prijatelj, ki so detektivi, pa mi je zelo zanimivo. Jaz sem včasih želel biti detektiv, ne? Ja. Ampak potem me je zaneslo življenje, tako da sem šel v to smer. Ne? Če bi ostal v bistvu v policiji, bi pač sodeloval v teh tajnih zasledovanjih, snemanjih in teh zadevah. To me zmeri privlačilo. To vas privlači, v bistvu. To je neki poklicni izziv, v bistvu. Ne? Zdaj, lahko bi se končal v
nekih državnih službi, zdaj se pač obrnilo tako, da ste Tako je, jaz sem že od 97 let skozi v medijih. Ne. Najprej sem se ukvarjal v začetku tako bolj s športno fotografijo, kjer sem dobil zelo dober instinkt, ne, za hitrost. Ja. Kasneje pa se je razvijalo naprej, ne, zgodba v politiko pa estrado. To, kar imam najraje. To se pravi, zdaj kdo je pa najbolj, recimo, kdo so pa najbolj markantne osebnosti, ki so to politiki, v bistvu, ali semenja, ali estradniki, ali oboje, kdo so predmet vašega zanimanja bolj, v bistvu, ne, recimo? Oboje, ampak čistko, bom rekel, da ker se, recimo, politiko zasičim nekaj, če preveč časa delam sem politike, potem je kot balzam, če grem delati malo stradno, tako da malo menjam, ne, malo sem tu, malo tam, ne, tako da. In kaj je bolj zanimivo, v bistvu, kje je bolj? Oboje. Ne. Sploh pa zdaj v sedanjih časih, ko je pa takšno stanje v državi, kriza, pa se to je zelo pomembna politika. Kdo je od teh estradnikov najbolj občutljiv na ta, recimo, kaj jaz vem, nekontrolirana snemanja ali pa fotografiranje? Kdo je najbolj... Ne bom zdaj tukaj nobenega poimensko izpostavil, ampak ponovadi... A so ženske, moški, v bistvu, mislim... Ponovadi so to ti, ki so že dosti dolgo na sceni. Na sceni in ko so neke institucije. Ki že imajo že neko renome, neko ime. Te pa tudi že malo pazijo, kako bojo izgledali predstavljeni v javnosti, ne? Recimo nekim začetnim, ki se uveljavljajo... Razen, da izpostavim tega, pa lahko iščem Damjana Murka, njemu je pa pomoč. Njemu je v redu, v bistvu. Kako? Zdaj, zanimivo je, ne, rekli ste, da ste predvsem začeli z neko športno fotografijo. Je to povezano tudi z tem dejstvom, da ste praktično že od 7. leta, mislim, da ste trenirali karate, ne, v bistvu, ne? Ja, to pa mogoče, no, ampak še mi je bila ljubezen do fotografije. To se še skupaj sopada nekako. Imate, kakšen pas imate v karateju? V bistvu? A ja, to je pa zdaj tisto. Črn pas imam, a ne? Črni pas? Nimam črn pas, ker nisem nikoli šel polagati za črn pas, ampak sem pa rjavga naredil, ne? Aha. Ampak to ni nobeno merilo. Kaj to pomeni, v bistvu, recimo, to pomeni kar visoko, tudi rjav pas, v bistvu pomeni eno stopnjo nižje? Eno stopnjo nižje pred črnim pasom. Ampak to ni... Zdaj se mi ovo tisti, ki bo gledali, vse smijali mi, si z ekranom, a ne? Ampak pol niste samo pri karateju ostali, ne? Ne, potem sem začel, sem nadaljeval z kickboksom, potem sem imel tudi svoj klub, kjer sem treniral. Ja. Ena od, to lahko rečem, ampak ne bom spet izpostavil imena, je danes na Ministrstvu državne službi, ker sem jo učil, ne. To je dobro, v bistvu, to se pravi dobre konekte. Ampak to je bilo še predtem prednji bila, ne. Zdaj, ko sem malo gledal, ne, vaš življenjepis oziroma vaše dogajanje, so vas tudi na nosilih odnesli enkrat iz ringa. V bistvu. To pa lansko leto. To je pa nekaj, kar se pač zgodi v športu, neka slučajnost. No. Kaj je bil, s kom je bil ta... V bistvu? Ja, pač z svojim nasprotnikom, ki so se na borišču, glih se je začela runda, po mojem je bilo vse gotovo v 15 sekundah, ne, tako da, ker pač je prišlo do nesreče, ker so padla, jaz sem padel, on je na mene padel in ko je padel... To ni bil knockdown, v bistvu, kot v boksu? To se tretira pol kot, ne vem, knockout, ne, ampak v bistvu je šlo do poškodbe, to se pač niti ni prišlo do neke borbe, kar je najhuje, ne. Ja. Ampak zdaj ste nehali s tem, v bistvu? Ja, zdaj sem šel v penzijo, tako da. V penzijo, v bistvu, kar se tiče športa. Zdaj sem še tako rekreativno, ali pa ki na televiziji gledam, tako da se sam posvečam novinarskem delu. Samo novinarskemu delu. Ja. Zdaj, zelo, mislim, recimo, če te tuje, mislim, pri nas praktično, zakaj je tako malo paparacov pri nas? Zakaj v bistvu praktično, dobro, neke te revije, recimo... Zato, ker se vsi bojijo, da se bo komu zamerili. Da se bojo komu zamerili. Ker je premali prostor. Tako je v tej državi. Vsakdo se boji za svoj stolček. No. Poznajo... Se boš nekomu zameril, potem pa... In potem to pomeni tveganje tudi za službo, za medije, kjer... Ja, tako je. Ne. Zelo redki so taki, ki si to dovoljno, mislim, ko si to upamo delati. Edino Bojan Požar se mi zdi, da je dostkrat, mu je bilo vseeno, v bistvu, ali se komu zameri ali ne glede. Ja, mislim, on je, še zmeri trdim, da je on
prvi takih, ki si je sploh. In to je bil tudi tista točka, na kateri sta vidva začela sodelovati. Seveda, ne. Ker je pač ni nekih omejitev, ni imel cenzure, v bistvu, ali kaj, kar se tega tiče. Ja, zelo malo. Ampak če si z nekom nekaj časa, ko dela tak posel, je logično, da potem greš v tej smeri nekako naprej. Ne? Ampak v bistvu mene sem zanima, kaj bom sporočil javnosti. Ker meni v prvi vrsti mi je važno, kaj bo javnost izvedela. Zdaj pa lahko si to vsak po svoje razlaga. Ne? Jaz nisem nikako politično usmerjen. Ne na levo, ne na desno. Ni to zaradi evangelizma, da bi sam bil, da bi se naslajal nad nesrečo nekoga. Kje pa ne. Imam jaz tudi neke pravila, kjer se vstavim. Ne? Recimo otrok ne snemaš, a kaj je v bistvu? Če že slikam, recimo tukaj smo zdaj pri estradi, kadar fotografiram. Razen, če hoče, v bistvu. Kadar fotografiram recimo neke estradnice z otroki, pa to, kadarkoli sem objavil fotografijo, v kateremkoli mediju sem zameglil obraze. Otrok. Ja. Kaj pa recimo... Če pa ni do tega kdaj prišlo, ne? Pa da v medijih niso zakrili obraza, ni šlo po moji krivdi, ampak je bila napaka medija, za katerega sem delal. Ne? Zdaj, vaše fotografije ne objavljate samo pod lupo, ampak jih tudi v bistvu jih verjetno kupujejo, oziroma jih razne revije oziroma razni mediji tudi kupijo verjetno vaše fotografije. Do nedavnega bilo tako, ne? Ampak v bistvu kakor ti zlati časi so mimi, zato ker vsa ta fotografija je po moje ceni zelo izgubila na vrednosti, kar se tiče, zelo slabo plačuje. Ne? Zelo slabo se... Zelo slabo. Čeprav v tujini je pa to najbolj kurentno blago in najbolj plačano. Tudi ti časi v tujini, tudi tele hollywoodski paparaci, ki so tudi ne služijo več veliko. Ne? V bistvu ni več nekega samostojnega paparaca, ki bi sam za sebe slikal. Ne? To se pravi, da bi lahko živel... Vsi delajo za neke agencije. Ne? Ja, to se pravi, je težko preživeti, da bi recimo samo v Sloveniji, recimo, ne vem, 2-milijonski trg, je težko preživeti, da bi rekel, jaz se ukvarjam samo s tem in bom samo v bistvu pač prodajal svoje fotografije. Ne, da se razumemo, preživiš lahko. Sem vprašanje, obogatel ne boš, ne? Ja, to je... Sigurno, preživiš pa lahko. Se da preživeti in vas recimo, kaj jaz vem, vas pokliče revije, radi bi imeli to pa to. Spomnim se letos recimo, ja, mislim, da je, ali je bilo to lansko leto, ta nesreča z baloni, v bistvu, ne, to je bilo, mislim, da letos. Ja. Ne, lansko leto, ja. Nesreča z baloni, takrat ste bili vi prvi na... Ja, jaz sem bil še takrat, ko so glih reševali. Ja. Kako vam je uspelo v bistvu tako zgodaj priti na kaj? To so pa... Informacije, v bistvu informatorji so vam sporočili, ali ste, mislim, kako... Instinkt. Instinkt je bil čisti. Kaj se je recimo... Kaj se je zgodilo? Ja, kaj ste vi recimo videli, ko ste prišli na... Slučajno sem se vozil po cesti z avtomobilom, že tako zgodaj, ne vem, zakaj, ne vem, kaj sem pač mogel narediti. Je bila informacija? V bistvu, ne informacija, ker naenkrat sem videl, da se začelo nekaj na cesti dogajati, so šli sami rešilci pa policija v eno smer in avtomatsko, če si tem poslom me je res zanimalo, kaj se to dogaja, ne, ker je bilo kar malo nenavadno, da je cel trop teh policijskih pa helikopteri. Greš avtomatsko tja, ne. In takrat še ni bilo zjutraj še te, ker potem so zaščitili območje, še dobeno. Prišel čisto noter v središče tega dogajanja. Do te košare, ki je z ljudmi. In še sami reševalci, policisti, ki so bili tam, ne. So še vedno ljudje bili tam, v bistvu, ki so bili v tem. Policisti so prihajali, kot sem že bil tam, ne, tako da. Pa je izgledalo to zelo tragično. Grozljivo. To je ena od takih, v bistvu, bolj groznih zadev, ne, v bistvu, ne. Kaj pa, ste še bili, recimo, na kakšnem takem dogodku, ki je, recimo, kakšna prometna nesreča, ali kaj takega, v bistvu? Ja, to sem... Včasih, ko sem delal na Direktu, bilo dosti tega, no, res, teh nesreč. Teh, v bistvu... Ampak to je zelo tako... Ne radi slikate to? Zelo neradno, ker če slikaš tam mrtve ljudi, pa tako, po teh nesrečah. Kaj pa druga skrajnost, recimo, če gremo gledati? Po mojem nišče ne dela. Ja,
Druga skrajnost, recimo snemanje, mislim, to se običajno kukanje v posteljo, ne, v bistvu ste kdaj snemali koga oziroma posneli, fotografirali koga recimo v spalnici ali pa ne vem, ali pa neke... Ne, to pa nikoli ne. Zato, ker pač imam neko pravilo, ne. Imate neke svoje etične standarde? Če že fotografiram vedno z javnega mesta, na javnem mestu. Aha. Ker to je tudi, to ni kaznivo dejanje, ne, v bistvu. Seveda, če sem na javnem mestu, pa če slikam javno osebo, ne. To se pravi, gre za slikanje, vedno je to na javnem mestu, ne nekje, v bistvu v nekih zasebnih prostorih ali kakorkoli. Sigurno. In tu je tudi tista meja, mislim, v bistvu meja, ki je tudi zakonska meja, ne, tako je, ne, čisto tako. Če je javni prostor, je pač se smatra, da se lahko snema ali fotografira. Smo pa javne osebe, pa da ne govorimo o absolutnih javnih osebah, ne, ki se včasih sklicuje na neko zasebnost. Ne. Kdo so, mislim, recimo, kje je ta meja med temi absolutnimi javnimi osebami ali pa med, recimo, državljani, ne, v bistvu, ki jih, se verjetno ni zanimanja tudi ne za neke poprečne državljane, pa za njihove probleme, v bistvu, ne, ki jih javnost ne pozna, v bistvu, ali kako. Ali tudi male ljudi posnamete recimo, spremljate? Ne, tiste oseba, ki nikjer ni prisotna v medijih, ali pa... Ki nima niti želje, ki sama ne vzpodbuja. Tudi, ki ni prisotna v medijih, ker ni javna oseba, se tudi ne fotografiram. Zakaj bi fotografiral? Ker imam že toliko dela z javnimi osebami, da bi bilo še to preveč. Pa tudi ne vem, kako bi lahko to prodal. No. Pa tudi prepovedano. Prepovedano, ja. Recimo, to se pravi, če bi se vi znašli na nekem... Recimo en primer, ki se mi je zgodil. Ne? Ja. Sem pač na enem javnem mestu, lahko bom povedal, ko je Alenka Bratušek postala tisti večer mandatarka, to je bilo 28. februarja. Ja. Ko sem jo potem fotografiral v tistem lokalu, ki je šla nazdraviti s svojimi. Ne? Pa sem jo čakal tam, mislim, da kar nekaj ur. Ne? Je pa bila, noč je bila, mladina je bila vse odzunaj. In potem, ko sem tam s fotoaparatom čakal, pa s kamero, se neka mladina najde tam, pa sem me začela napadati, verbalno, ne? Da jih ne bi slučajno slikal. Ne? Takšni incidenti se mi dogajajo, recimo. Ne? So hoteli preprečiti. Ja, ker šel nekdo tam lulat. Ne? Ja. Da ne bi slučajno... Da ne bi slikal njega, ne? Kaj se s tabo ukvarja? Da ne bi slučajno oni bili v medijih. Ker to je dostkrat, mislim, zelo so občutljivi, ljudje so zelo občutljivi, ne? V bistvu, predvsem mogoče ti estradniki oziroma ljudje, ki so pač politiki ali kakorkoli, so manj občutljivi verjetno na to, kot pa nekdo, ki je na meji ali pa ki ni taka zvezda, v bistvu bi rekel. Ja, v bistvu se mora zavedati, da ko enkrat, ko stopi v ta svet, ne, svet politike ali na lokalni ravni ali na nacionalni, mislim... Če si prisoten v medijih, ne, odvisno kako si spet prisoten v medijih, ne, ja si enkrat se objavlja, to je spet, ne vem, to nima veze. Ne. Pa se radi... Govorim, če si skozi nekaj časa prisoten v medijih, pa da si etabliran kot neka javna oseba, pa če boš na javnem mestu, ne vem, šel lula tam za drevo, govorim čisto, ali pa mogoče z Ljubico, ki je bil, ne, na javnem mestu. Se vas bojijo, v bistvu, recimo, ko se srečujete, z politiki, ne, ker v zadnjem času je pač ta politika dost... Na udaru, na udaru, ne, v bistvu, intenzivno se dogajajo, stvari se vas bojijo, ko vas vidijo, v bistvu. Ne vem, jaz se z sebi normalno pogovarjam, ampak se nikoli ne veš v politiki, ne. Lahko se ti smeje, pa se lahko s tabo pogovarjam, misli pa svoje, ne. Ja. Recimo, ena od teh afer, ne, v bistvu, ki se jih spomnim, ki ste vi tudi sodelovali, ta afera, ki ste jo delali z Bojanom Požarjem, mislim, da afera Juri, ne. Juri, ja. Kaj se je tam dogajalo, v bistvu? V bistvu več, takrat smo, se bilo že veliko napisanega o tem, bil sem kot fotograf tam. Kot fotograf? Tako. Ampak to vas niso videli, ti akterji, ko so se pogovarjali? Ne, nismo videli, ne. Kako pa to, kako se skrijete v bistvu, ne, v tem, recimo... Spet odvisno od lokacije, ne. Zdaj, če si nekje, kjer je veliko ljudi, to ni tako težko, ne. Ja. To se pravi, najboljše se skriješ v množici, v bistvu. To je najlepše se skriti v množici, ne. Najtežje je tam, v bistvu, nekje na samem, ko je zelo malo ljudi. Pa sploh najtežje, če si kje zunaj, pa da sneg.
ker je vse bilo, ker si viden na 1000 metrov. A ne? Tako da, za vsako, ne vem, če že greš nekaj tazga slikati, da ne želiš, da si opazen, ne, se že temu primerno nekako zamaskiraš. Ne? Dobro, jaz predlagam, da pogledam zanimiv pogovor, jaz predlagam, da pogledamo oglase.